V knjižnici Črnomelj smo januarja letos izdali publikacijo o Katki Zupančič, rojeni Vrtačič, pesnici, pisateljici, prevajalki in prosvetni delavki, ki se je 1923. leta odpravila v Združene države Amerike in tam ostala do smrti. Rojena je bila 17. septembra 1889 v Beli krajini, v kraju Kralji, bližini Griča pri Dobličah. Pri 6 letih je Katka začela obiskovati enorazredno šolo nemškega šolskega društva Deutscher Schulverein v kraju Maverlen. Njen učitelj, Peter Krauland, jo je spodbujal k branju knjig iz šolske in lastne knjižnice in lahko predvidevamo, da se je takrat navdušila za poklic učiteljice. Septembra 1905 se je Katka odpravila na šolanje na zasebno šolo Sestre de Notre Dame v Šmehelu pri Novem mestu. Leta 1907 se je odpravila na študij na takratno cesarsko kraljevo žensko učiteljišče v Gorici. Tam so sestre Notredamke imele tudi svojo samostansko podružnico, obiskovala državno učiteljišče in bivala v samostanu. Leta 11 je zaključila študij in začela poučevati na šoli sestre Notredamk v Šmehelu pri Novem mestu. Toda s sistemom poučevanja v samostanu ni bila zadovoljna in je poučevanje prekinila. Po 2 letih je dosegla dogovor o povračilu stroškov šolanja in bivanja in z odvezo samostana začela poučevati na državnih šolah po Beli krajini. 13. leta je začela poučevati na šoli v Podzemlju, nadaljevala je v Črnomlju ter bila leta 14 napotena na šolo v kraj Čeplje pri Starem trgu. 17. je sledila premestitev na šolo na Talčnem vrhu. V tem času je spoznala bodočega moža, Jakoba Zupančiča. 1920. so jo premestili na šolo na Maverlen, kjer je poučevala do odhoda v Ameriko. V kroniki šole na Maverlenu piše tako. 1920. je Višji šolski svet v Ljubljani dovolil javno slovensko šolo na Maverlenu, ki se je otvorila tako rekoč na razvalinah prej tako cvetoče šulferajnske šole. Prva učiteljica na tej šoli je bila gospodična Katka Vrtačičeva. Odločitev, da se družina preseli v Združene države, je po vsej verjetnosti sprejel mož Jakob, ki je po očetu imel ameriško državljanstvo. Zupančič se je priselil v Chicago leta 1921, 2 leti zatem sta mu sledili Katka in hči Helena. Zakonca Zupančič sta se v začetku leta 1963 preselila v kraj Los Gatos v Kalifornijo. 8. septembra 1967 je Katka Zupančič po dolgi bolezni umrla. Takoj, ko je Katka prišla v ZDA, se je vključila v življenje tam živečih Slovencev. Najbolj je bila dejavna na področju kulture in kmalu je začela objavljati svoja literarna dela v časopisih, ki so jih izdajali ameriški Slovenci. Najprej v časopisu Mladinski list, ki ga je izdajala organizacija Slovenska narodna podporna jednota in urednik tega časopisa je bil njen mož Jakob. Sodelovala je tudi v dramskem odseku socialističnega kluba številka 1 Jugoslovanske socialistične zveze v Chicagu. Bila je ena od režiserk. Pisala tudi dramska dela za otroke. Kljub veliki angažiranosti na kulturnem področju, Katka ni zanemarila svojega osnovnega poklica. Skupaj z Louisom Benningerjem sta od leta 1930 vodila slovensko šolo v Chicagu, katero so obiskovali potomci slovenskih priseljencev.